Zdravo, sem Boško Praščilo, ti pa se nahajaš na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. Danes bom govoril o pomenu mreže, o pomenu aktivacije, zakaj je v mrežu pomembno, da se aktiviraš, da si proaktivna oseba v smislu, da skrbiš za svojo mrežo, da daješ pobude, da ne čakaš doma, da se nekaj samo sebe zgodi. Prav tako je pomembno, da nenehno aktiviraš nove osebe v svoji mreži, tiste, za katere verjameš, da te lahko obogatijo. Ne želim, da postaneš ena tistih oseb, ki se enostavno ne aktivira, ki ima vedno dober razlog, izgovor, zakaj še ni pravi čas skočiti v akcijo, nekoga poklicati, dati neko pobudo iz naslova mreženja. Za take osebe govorim, da so ujete v mreženski coni obdobja in to poglavje so predelala že v, mislim, da prejšnji oddaji. Take osebe, ki bom rekel, da po svojo uživajo v coni obdobja, načeloma iščejo popoln trenutek, popolne besede, da do nekoga pristopijo, pa še takrat se morajo poklopiti vse zveze, da bi skočili v akcijo. Naj te potolažem. V mreženju ni popolnega trenutka. In redko kdaj je kdo 100% pripravljen za aktivacijo. Vedno lahko najdeš izgovor, zakaj ne poslati maila, zakaj ne dvigam telefona, zakaj se ne ukvarja s svojo mrežo, zakaj ne bi šel na dogodek ali pa zakaj se ne bi povezal s popolnim neznancem. Večinoma nas ubija prekomerno razmišljanje, predvidevanje, kaj vse gre lahko narobe in logično je, da te zadeve zamorijo in da je pač lažje ostati v pasivnem stanju. Jaz temu rečem, da se preprosto smetimo. S takim razmišljanjem smo sami sebi največji sovražniki in magnet za nam podobno misleče osebe. Močno upam, da ti nisi ena izmed teh oseb, ki ne zaupa vase in ki misli, da so vsi drugi boljši od tebe, da itak vse skupaj nima nobenega smisla oziroma da je že prepozno za neko spremembo. Nehaj živeti v strahu. Pozabno vse smiselne, nesmiselne, upravične in neupravične zgovore, ki te že zdaj smetijo. Pozabi na neke glasove, ki ti govorijo, da mogoče mreženje pa ni zate. Ne želim, da se v mreženju podaš z glavo skozi zid ali pa na način, da če se ti je pač nekaj namenjeno, če ti je nekaj namenjeno, da se bo pač zgodilo. Prepričan sem, da ti je nekdo že rekel, da je čist dost, da si nekaj samo zaželiš in da se bo samo po sebi, da to pač pride čez čas. Zadnjič mi je ena gospa rekla, kako si ona zaželela hišo in da jo je dobila. Da ne pomote, pozitivno razmišljanje je nujno potrebno. Jaz sam delam veliko na tem, da imam pozitiven mindset, ampak brez aktivacije se ne zgodi nič. V mojem svetu, v svetu mreženja je ključno, da imaš vizijo, da si nekaj zaželiš, ampak potem se je pač treba aktivirati. Delati na tem, da se nekaj dejansko zgodi. Kakšna bo aktivacija? Pa je odvisno zgolj od tebe in samo od tebe. Mreženje je tvoja odgovornost. Vsi uspehi iz naslova mreženja so tvoji uspehi. Če bo na koncu neuspeh, v kar dvomim, je to spet tvoje bolečine in gre na tvoj račun. Naj ti iskreno povem, da boš tudi ti v nenehni bitki, kako ostati motivirana in fokusirana oseba. A vedi, da ni nobene potrebe po dodatni negativni energiji, dvomih, pasivnosti, lastnem smetenju in nima smisla pustiti, da te drugi smetijo s svojimi negativnimi stališči ter pač njihovimi pogledi na svet. Bolj kot to, da mogoče rečemo ne razumeš mreženja, koncepta povezovanja ali grajenja odnosa, je največkrat izziv to, da še nimaš postavljenega sistema mreženja. Da si pač obkrožen z napačnimi posamezniki, ki te vsakodnevno smetijo. Ko rečem, da te smetijo, mislim na način, ko govorijo, da ti ne more uspeti, če nisi pokvarjen, da zdaj ni pravi čas za nov korak, ali pa da ti ne more uspeti, ker se ne pišeš pravilno. No, to zadnjo samem priimku bi lahko iz lastnih izkušenj povedal, da v veliki meri res drži. Zato izkoristi mojo mrežo in pri naslednjem izgovoru za službo, ne sam reči, da poznaš Boška Praštila. In ne samo, da ti bodo vsa vrata odprta, da bo izhodiščna plača vsaj 15% višja, ampak jaz ti povem, da te bojo pričakali tudi z rdečim tepihom in penino.
Pa zdaj, kaj misliš, zakaj meni uspeva? Velikokrat poslušam očitke na račun plemenitega priimka ali pa izgovorov, on je rojen za to. Več kot očitno ima poleg čarobnega priimka še srečo, da je rojen za mreženje. Dajva šalo na stran. Dejstvo je, da se kvalitetna mreža ne more zgraditi po naključju in da nobenega odnosa ne moš graditi iz naslova pasivnosti. Pust prazne zgodbe v smislu, njemu je lahko, on je rojen za to, imel je srečo, ker je nekoga poznal. Vsak ima vrhunsko zgrajeno mrežo. Ti lahko zagotovi, da je za to treba investirati veliko časa. V daljših primerih nekaj let. Spiti kar nekaj kav, pojesti kar nekaj kosil, biti del različnih zgodb, tako radnih kot neuradnih. Velikokrat poslušati, še več razumeti. Če boš doma, se ne bo veliko zgodilo. Sploh ne nam, ki nimamo tega turbo pospeška iz naslova visokega položaja, pravega priimka ali pa strica z ozadja. Pa da ne bo pomote, nič ni narobe, če imaš ta turbo pospešek, sam se moraš zavedati, da je to zgolj pospešek in ne tvoj temelj. Ključno je, da začneš komunicirati svojo obstoječo mrežo. Razmišljati v smeri, kako jim lahko kreiraš nasmeh. Jim lahko mogoče odpraviš kakšno bolečino. Zate je pomembno, da neguješ svojo obstoječo mrežo in da v pravem času skladno s svojimi potrebami aktiviraš nove ljudi. Če sediš doma in razmišljaš o tem, kako poslati pobudo za sestanek in se začneš smetiti, potem ti skoraj zagotovo ne bo pač ti uspe. Ne razmišljaj o tem, se mi ne bo odgovoril, zagotovo nima časa, verjetno vsak dan piše več 100 takih, kot sem jaz, in da že 22 popravljaš mail ali pa scenarij telefonskega klica. V takem primeru smetiš sam sebe. Pomisli samo na to, da potencialni sogovornik sploh ne ve, da hočeš priti v stik z njim. A ti je znana situacija, ko se za določen klic celo večnost pripravljaš in na koncu ne pokličeš, ali pa, ko ti končno uspe obrniti telefonsko številko, pa se na drugi strani noben oglas. Verjamem tudi, da poznaš situacijo, ko ure in ure pišeš popoln mail, iščeš prave besede in imaš ta mail še vedno pod neposlano pošto. Jaz nič ne rečem, treba si pripraviti. Tvoja naloga je, da si ne smetiš osebne blagovne znamke s tem, da pošlješ neko neumnost, da se iz letala vidi, da je bilo to nekaj narejeno z levo roko ali pa z desno, če si levičar. Če smo pri levi desni roki. Zdaj sem Timu, ki mi dela dizajn, rekel, tako, ti to delaš vrhunsko, tako z levo roko. Pa je rekel, kako si vedel, da sem levičar. Daj, da se vrnem nazaj na zgodbo. Poleg dobre priprave je pomemben, da dejansko greš v akcijo in da ohranjaš to proaktivnost, dokler ne dosežeš zastavljenega cilja. Če je treba, se večkrat aktiviraš večkrat in na različnih področjih, na različne načine. Torej, če si poslal mail in ti oseba ne odgovori, je možno pač, da je spregledala mail. Lahko pošlješ še mail, ali pa, kaj še bolje, da jo pokličeš. Vsem nam se zgodi, da kaj spregledamo, da se pač nazovemo takoj. Modelu s tabo dva primera. Kolegica Ane, ki je pred časom hotela zamenjati službo in Gregor je izziv, kako voditi neko določeno osebo. Kolegica Ana je bila v situaciji, ko je pač hotela zamenjati službo in najti nek pač nov izziv. Se veš, kako zdaj poteka. Najprej pogledaš oglase, iščeš veze, če kdo koga pozna, ima kakšno skrito informacijo in tako naprej. Čez čas pride Ana v situacijo, da mora nekoga poklicati oziroma vsaj poslati mail, vezano na neko prosto delovno mesto. Za Ano sediva na kavi, klasičen pogovor, kaj ni naredi, da ne ve, kako se bo ta oseba, kako bo odreagirala, kaj si bo ta oseba mislila, neko klasično smetenje, ampak vse to sem razumel in sem predelal vse odprte vprašanja. Spraševala se je, a naj mu pošlje mail, da pobudo za povezavo preko državnih omrežij, kako naj strukturira besedilo. Iskreno sem po tej kavi pozabil na vse skupaj, čez čas se z Ano spet vidva in dobim preblisk, če se ta dotična oseba Ani odzvala. Verjamem, da že veš odgovor. Ana se sploh ni aktivirala, ni ne poklicala, ni napisala mail, nič ni naredila.
Ona se cel teden smetila, kako bi to naredila. Ne? V takih situacijah osebo jaz pač postavim pred dejstvo. Ana je morala vpričo mene dati iskreno pobudo za sestanek. A si lahko predstavljaš, kako težko je bilo v tej situaciji? Ker je najbolj pomembno, pri vsem tem je bil to, da sem jaz že naslednji dan dobil klic navdušen Ane, da sta dogovorjena za sestanek. Če verjameš ali pa ne, se Ani ni uresničil noben črn scenarij, ki jo pred to aktivacijo viral. Največji pomislek osebe na drugi strani bi bil ta, kdo je ta Ana, da si upala postaviti stik. Ključno je, da imaš jasen cilj. Na koncu ni pomembno, ali je bilo treba za uresničitev tega cilja spremeniti prvotni plan, a pa narediti korak več. Trik je v tem, da če se dotična oseba Ani ne bi odzvala v prvo, bi z Ano vztrajala in iskala načine, da pride do tega sestanka. Podobna situacija se je zgodila pač nedolgo nazaj, ko sem z eno ekipo delal na veščinah mreženja in omenjal, kako pomembno je, da smo vedno proaktivni, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Čist proti koncu našega srečanja mi Gregor meni, da ima en izziv zame, oziroma situacijo, kako bi jaz pač odreagiral. Omenil je, da je bil pred 6 meseci na stanku pri predsedniku uprave večjega podjetja. Povedal je, da je sestanek potekel odlično, celo dalj časa, kot je bil predviden, dobil so posel, oddelali vse in od tistega trenutka nista bila več v stiku. Na tem mestu ti kar tako povem, da je to klasična, tudi največja napaka iz mreženja, ko imaš enkrat tak pristop, razmišljaš zgolj o poslu in ne o mreženju. Za prvih vsega pa mi je Gregor še omenil, da ga je pred časom celo videl v sklopu nekega dogodka. Da se vrnem nazaj na Gregorjev izziv. Njegovo vprašanje je bilo, a je zdaj že prepozen, da se spet aktivira, da stopi v kontakt s to osebo, ker je preteklo 6 mesecev od tistega sestanka. Kaj praviš? Kakšen je bil moj odgovor? Naj ti povem, da sem mu tako rekel, da je prepozno samo takrat, ko sam misli, da je prepozno. Je pa res škoda, da je bilo v teh 6 mesecih spuščenih kar nekaj korakov oziroma idealnih opcij za poglobitev odnosa. Dejstvo je, da je bil Gregor 6 mesecev pasiven in da tega ne more spremeniti. In da se v tej točki nima smisla, da ni smisla se smetiti, kaj bi lahko naredil. Itak, da so predelali vse, tudi to, kaj bo v prihodnje naredil, da ne pride v podobno situacijo. Dogovorila sva se, da se poveže s to osebo na družabnih omrežjih, da jo da na poseben seznam, preveri, kje imata neke skupne povezave, se pozanima, kdo je ta oseba in kreira plan aktivacije. Bolj pomembno je bilo to, kaj bo Gregor konkretno naredil, da spet ogreje to povezavo. Kot verjetno že veš, imamo veliko opcij za ohranjanje dobrega odnosa in aktivacijo. Lahko osebo pokličemo, kar je bil za Gregorja kar velik izziv. Lahko osebo aktiviramo na družabnih omrežjih, se z njo povežemo in pošljemo sporočilo. Lahko se udeležimo tudi kakšnega dogodka in pač upamo, da se bomo tam srečali in spregovorili. Glede na to, da je bil v Gregorjem primeru to malo starejši gospod, je bil moj predlog, da mu napiše kratek mail s povabilom na kavo. Zelo pomembno pri tem je bilo to, da ga napiše s svojim besedam. Za pomoč pri sestavi maila, jaz sem dal neke kratke usmeritve, mail ne bo kratek, preprost. Se veš, tvoj cilj je, da ga pozdraviš, preveriš, kako je in daš pobudo za novo kavo. Dal sem mu tudi izziv, da kar takoj napiše mail. Po pričakovanjih je ta izziv zavrnil, rekel je, da ne more, da pač nujno leti domov in da bo to takoj zjutraj poslal mail. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se v takih primerih velikokrat nič ne zgodi, ampak Gregor me je prijetno presenetil. Malo po 9 uri sem dobil informacijo, da je poslal mail in da je že dobil odgovor strani predsednika uprave. Mail je bil napisan vrhunsko, kratek, pozitivni, iskren. Se zavedaš, kje bi bil njun odnos lahko danes, če Gregor takrat ne bi dal pobude? Čar mreženja tega noben ne ve. V obeh primerih se je super išlo. Seveda bi se lahko šlo tudi čisto drugače. Dejstvo pa je, da se nič od tega ne bi zgodilo, če se tako Ana kot Gregor ne bi aktivirala.
Oba sta bila zmožna narediti prvi korak, ko sem jaz postavil pred dejstvo. Ampak ne glede na to, sta se aktivirala in premagala sa svoje dvome in na koncu dosegla svoje cilje. Zdaj pa na vrsti. Vprašaj se, kolikrat se ti znajdeš v taki situaciji. Prosim te, da se ne smetiš predolg. Jaz razumem pomislek in strah. Pa znam, da tudi mene kdaj zvije. Ampak res si ne si dovolj, da te vse skupaj vrže v pasivno stanje. Pomembno je, da si zastaviš cilj in greš v akcijo. Čas res hitro beži in sva že pri naslednjem tedenskem izzivu. Tokrat je tvoja naloga, da ogreješ in ponovno aktiviraš svoj staro obstoječo povezavo oziroma stik. Vse iz katerega sveta ta prihaja, zasebnega ali poslovnega. To je čisto tvoja odločitev. Poglej v telefon, kdo ti je v tem letu šel iz obzorja in ga ponovno zbudi. Imaš nešteto opcij. Od klica, klasičnega SMS-a, družabnih omrežij, če hočeš izstopati, pošlji ročno spisano pismo po pošti. Daj poglej, če se je te osebi v tem času kaj zanimivega zgodilo. Če se ni nič, pa preprosto reci, da te zanima, kako je. Verjemi mi, da bo to čisto dovolj, da ponovno stkeš in da obudiš neko vez. Vesel bom, če mi sporočaš, kakšen bi odziv. Lahko mi pišeš na zasebno sporočilo ali pa daš komentar tu spodaj. Hvala ti, da si namenil svoj dragocen čas za poslušanje moje vsebine in ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se tudi na moje tedenske novičke, ker bom delil svoje zanimive zadeve iz sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil, da deliš tole vsebino v svoji mreži. Sam tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenije ozavesti mreži na kul način. Iz srca hvala za poslušanje. Se vidva drug teden, ko bova spregovorila o vezah in poznanstvih. Uživaj na polno.